O polnoči se bo gorivo pocenilo. Liter bencina bo cenejši za 4,6 centa, liter dizla za 2,7, kurilno olje pa za 2,8 centa. Pri polnem 50-litrskem rezervoarju bo prihranek tako znašal od €1,5 do dobra €2. Cene bodo nižje zaradi vladnega ukrepa za ublažitev rasti cen naftnih derivatov, veljale pa bodo do vključno 3. avgusta. Danica Jovanović. Pocenitev naftnih derivatov sledi odločitvi vlade, ki je za ublažitev rasti cen goriv za 2 meseca zamrznila plačevanje nekaterih prispevkov in dajatev. Se na ta način izognemo recimo nekemu tem hudim udarcem na žep potrošnikov, ki bi jim bili sicer priča, ker se dejansko v zadnjih dneh cene goriv spreminjajo na svetovnih trgih nafte praktično iz dneva v dan oziroma celo iz ure v uro. Če tega ukrepa ne bi bilo, bi po ocenah pristojnega ministrstva liter 95-oktanskega bencina stal €1,802, dizla pa €2,043 in ne €1,603 za liter bencina oziroma €1,828 za liter dizelskega goriva, kot velja sedaj. Kljub temu cene goriva ostajajo visoke, menijo vozniki. Je fajn bilo, da bi jih še malo znižali, pa da bi bile en cajt držale te cene. Tako da te pa kakršne boje pač boje, ampak nikoli niso zadosti nizke. Če rabiš, ne gledaš, pač moraš, ne vem, če ti je prevozno sredstvo, ne vem, za službene namene, itak moraš tankati pač. Če bi mi bo tako ostalo, ker zdaj se zaenkrat še da nekako zdržati. Tako da upam, ampak res upam, da se bo cene precej spustile, da bomo malo bolj lažje zadihali. Cene se od marca regulirajo na tedenski in ne več na dvotedenski ravni. V trenutnih razmerah je tedenska regulacija smiselna, zato ker se dejansko zadeve hitro spreminjajo. Moramo pa vedeti, da smo mi in Hrvaška ena redkih držav, ki ima cene regulirane z namenom, da se blažijo ta velika nihanja. V zadnjih 10 letih sta bila bencin in dizel sicer najcenejša med epidemijo COVID-19 spomladi 2020, ko je liter stal €1. Najdražja pa sta bila letos aprila, ko je bilo treba za liter bencina odšteti €1,653, za liter dizla pa €1,894. Če gledamo daljše obdobje, moramo gledati še dlje nazaj. Pred cirka 20 leti smo imeli v Sloveniji tako imenovani bencinski turizem. Takrat so bile cene naftnih derivatov tako nizke, da so po bencin k nam hodili predvsem Avstrijci in Italijani, pravi Lahovnik, ki so tukaj opravljali različne storitve. Od frizerskih, popravljali so si avtomobile vmes ta čas, tudi ko so bili tukaj kaj pojedli, in zato smo govorili o bencinskem turizmu. A takrat so bile, še dodaja ekonomist, dajatve v Sloveniji precej nižje kot v sosednjih državah. Danes pa dajatve v obliki trošarin, davkov in različnih prispevkov predstavljajo 60% strukture cene.